Dobro večer iz studija Belek, vijolične novice. Nocojšnji gost je Rok Kronaveter. Rok, lepo pozdravljen. Pozdrav. Rok, ti si eden od tistih nogometašev Maribora, ki je prebolel koronavirus. Pa me zanima, potek bolezni pri tebi je bilo hudo? V bistvu ni bilo hudo. Edini simptom, ki sem ga imel, je, da se zgubo von. Drugače pa nisem rabo biti v posli brez vročine, tako da je, hvala Bogu, šlo vse mirno. Pred odhodom v Turčijo je tvoj test pokazal negativno, zato si tukaj z nami. Treniraš pa vseeno po posebnem programu. Ja, hvala Bogu, da sem lahko odpotoval z ekipo. Treniram še vedno po posebnem programu, ker pač smo bili malo pazljivi glede na to, kakšne so lahko posledice. Ampak gre vsak dan boljše, tako da sem že naredil tudi 2-3 treninge z ekipo. Nekaj mi je prišlo na všesa tudi, da te od začetka malo v prsih ob naporu stiskalo vseeno, ko si začel z... Ja, mislim, da je to normalno po tej pauzi 10 dni, tako da je bilo nekaj težav, ampak gre vsak dan boljše, tako da sem pripravljen mogoče na tudi malo večje napore. Jutri mi upamo, seveda, ker je bilo pravkar testiranje pred tekmo, da bo vse v redu. Jutri igramo po planu tekmo z ukrajinskim prvoligašem Kolosom. Koliko poznaš ekipo? Pa v bistvu nekaj dosti, ampak vemo, da so ukrajinske ekipe zelo močne, tako da verjetno bo ena težka tekma. Koliko vemo, so v bistvu igrali lani že kvalifikacije za to Ligo Evropa, tako da ne more biti slaba ekipa. Če se ne motim, pa tudi v njej nastopa Slovenec Matija Rom, tako da bo zanimivo in upam, da bo ena prava tekma, da vidimo, kje smo. Zadnje so 6. na lestvici prvenstvene v Ukrajini in ja, točno v 3. predkrogu kvalifikacij za Ligo Evropa so izpadli po podaljšku od Rijeke. Rok, tudi za tebe smo pripravili nekaj fotografij, oziroma natančno 2 iz tvoje mladosti, koliko smo jo lahko dobili. Jaz sem izbral tole kot prvo. Verjetno neki rojsten dan. V bistvu ne. To je, če se spomnim dobro, je to prvi turnir, mislim, da sem bil star okrog 10 let, mislim, da sem ta turnir tudi osvojili, tako da mislim, da se spomnim. Torej ste slavili, pa upam samo glede na kozarce, niste škrobce pili že prej. Pa glede na to, da smo Štajerci. Pa ste zmagali, ne? Tako da. Mogoče smo bili malo premladi še. Vzorec je belo-zelen ali je mogoče fotofilm? Ne, to se na sliki tako vidi. Na sliki se tako vidi. Ja. Aha, dobro. To je prva. Pri drugi bi te vprašal, če se spomniš, katero igrišče je to? Ja, to je na Mariboru, v bistvu tam, ko je zdaj Umetna, stari Partizan. Spomnim se dobro te tekme, ja. V bistvu dvigi se, da nismo imeli dosti žogo, da sem lahko okrog gledal. Verjetno to si barve železničara. Ja, železničar. Tako da tudi priznamo, da je res moder, ne, ker pač vemo. Sicer pa še eno fotografijo iz mladosti, ko si bil čist mali, pa nijem tu, na kateri imaš tudi zelen vzorec, ne. Tako da nekako ti je ta barva tudi, mislim, ne vem, zgleda, da je bila moderna v tistih časih, ko si odraščal, ne. Ali mi to treba mamo vprašati, mama je kupovala stvari, tako da. Niti pa čudno, zdaj ko se v ogledalo pogledaš, pa si vijoličen, ne. Ne, super. V oddaji Vijolične novice sledi vreme, tokrat v režiji Željka Latina. Ja, in lep vijoličen pozdrav v Belek vsem, predvsem pa se moram zahvaliti vsem mojim dežurnim kolegom, ki so svoje delo odlično opravili. Medtem, ko se pri nas borimo z mrazom, zimskimi oblačili in snegom, pa je v Beleku vse v najlepšem redu. Pa je res? No, imeli ste nekaj sončnih dni, malo vam je ponagajal tudi veter, dež, pa je od vas prav vse skrbi. Žoga se vrti, nima nobenih skrbi. Kopačka velja za kraljico sveta. Jutri bo vreme odlično za trening, dopoldne bo okoli 5-6 stopinj, popoldne okoli 12-13. Tako močnega vetra, kot ste ga imeli te dni, ne bo, bo pa vseeno zapihal jugozahodni veter in marsikomu skuštral frizuro. Željko, slišim, da je moja letalska karta za v Belek prihodnje leto že v proračunu, zato gledaj, da bo res tako. Matjaž, Rok, pripravita se, drugo leto bo čaga! Katja, najlepša hvala, očitno res prinašaš lepo vreme.
Zato moraš drugo leto obvezno z nami v Belek. Letalska karta te bo čakala, soba pa tudi. Samo da pač ne boš Željkotom. To so bile še ene vijolične novice. Rok, hvala lepa za vsa vprašanja in da si bil gost. Hvala enako. Lep večer še naprej in lahko noč. Vsakega gosta imamo nekaj. Pripravimo, da smo pozbrali artikle, se da